Pozdravljeni. Danes bomo skušali dobiti odgovor na dve vprašanji, kateri verjamem, da sta prišli na misel marsikomu izmed vas. Ukvarjali se bomo s hitrostjo Maxa Verstappena in Sergija Pereza. Pri spremljanju motošporta je vsaj meni zanimivo dejstvo, da mi, navdušenci, lahko pridemo do čisto različnih zaključkov. In danes se bomo ukvarjali z dvema izjemno zanimivima vprašanjima. Je Max Verstappen v zadnjem delu dirke varčeval z materialom in ni vozil na polno? In skušali bomo ugotoviti, zakaj Sergio Perez je bil dobesedno počasen. Verjetno marsikoga je presenetil sorazmerno majhen zaostanek med Fernandom Alonsom na drugem mestu in Maxom Verstappenom na prvem. In po drugi strani smo verjetno vsi mi pričakovali, da bo Sergio Perez, kljub temu, da je začel na 12. mestu, prišel malce više, se vsaj boril z obema Ferrarijema. In verjamem, da vsakdo izmed vas ima svojo teorijo, svoje razmišljanje, ki je legitimno. Ne sprašujemo se o tem, kdo ima prav in kdo ne. Ampak danes bom skušal prikazati mojo interpretacijo uradnih podatkov in nekako prikazati moje videnje odgovora na obe vprašanji. In seveda začeli smo s tem diskurzom že v samih komentarjih na razne članke, ampak tematika se mi je zdela tako zanimiva, da si zasluži prav poseben prispevek. Mnogokrat se mi, navdušenci, znajdemo pred tistim zidom, ki se mu reče, nimamo dovolj podatkov. Mi smo seveda doma, nismo tam na progi in na razpolago nimamo tistega, kar bi si želeli. A danes bi vas rad spomnil, da pri FIA objavijo kar nekaj, po mojem mnenju, zadostnih podatkov, ki nam lahko v tem primeru dobesedno pomagajo do pravega odgovora. Videli bomo v nadaljevanju, da pravzaprav vse te tabele, in uporabljal bom samo nekatere izmed mnogih, imajo, kar se tiče takšnih in drugačnih odgovorov, dovolj verodostojnih podatkov. In če niso pravi tisti podatki, ki jih objavi FIA, potem tudi sam ne vem, kateri bi lahko bili. Začnimo s prvim vprašanjem. Namreč prišel je komentar, ki ga izjemno cenim in je trdil, da Max Verstappen v zadnjem delu dirke po zadnji menjavi je rabil vzpodbudo iz svojih boksov, da je zopet začel voziti na nekem konkurenčnem ritmu. In seveda, to bi lahko videli na sami tabeli časov, ko bi Max Verstappen najprej vozil po času in kar naenkrat pospešil. Če pogledamo tisto, kar je zabeleženo v njegovi tabeli krogov, bomo težko opazili nek skok, da bi najprej vozil dobesedno nad tistim, kar bi bil nek povprečen čas in takoj zadevo spremenil. In res, seveda, bolj kot se bližamo zadnjemu krogu, bolj hiter je vsakdo izmed nastopajočih. Namreč z vsakim krogom se zniža količina goriva in s tem se zniža tudi sama masa bolida. In posledično je čas boljši, ker je bolid hitrejši. A treba je zadevo tudi nekako preveriti. In tu bi vam rad prikazal nek primer. V 46. krogu je Max Verstappen postavil čas minute 16 sekund in 2 desetink. In če pogledamo malce naokrog, bomo videli, da to je približno njegov ritem. Čez 10 krogov, v 56. krogu, je bil njegov čas minuta 15 sekund in 9 desetink. In zopet
če pogledamo malce okrog, bomo videli, da je bil to njegov ritem v tistem danem trenutku. In seveda treba je malce zaokrožiti in seveda se zavedati dejstva, da vsak krog lahko malce odstopa navzgor ali navzdol. Razlika v 10 krogih bi lahko zaokrožili na 3 desetinke. A 10 krogov na 70, kolikor je trajala velika nagrada Kanade, pomeni 1/7 razdalje. Lahko bi sklepali, da pomeni tudi 1/7 količine goriva. Dobro vemo, da bolidi Formule 1 po pravilniku lahko porabijo 110 kg goriva, 1/7 15 kg. Nekoč je Adrian Newey dejal, da 10 kg pomeni približno 2,5 do 3,5 na krog. 15 kg v tem primeru bi lahko dejali, da je res tam med 3 in 4 desetinkami na krog, kar zopet potrjuje, da Max Verstappen je vozil konstantno. Ampak še zmeraj nismo dobili odgovora, ali je varčeval z materialom in ni šel na polno, ali pa smo mi navdušenci dobili napačen vtis. Poglejmo si njegov najhitrejši krog. Ta je bil postavljen v 68. krogu in je minuta 15 sekund in 6 desetink. Izjemno blizu je tistemu, kar je postavil v 56. krogu. In če smo pravzaprav natančni, vidimo lahko, da je kar nekaj rezultatov izjemno blizu te znamke, desetinko ali 2 več. In še zmeraj nimamo odgovora, je bil Max Verstappen v tem delu hiter ali ne. Še zmeraj imamo zopet dokaz, da je bil konstanten. Če pogledamo rezultat najhitrejših krogov vseh nastopajočih, bomo videli, da tisti krog Maxa Verstappena je bil 3. od 20. Torej, lahko bi zaključili, da Max Verstappen na veliki nagradi Kanade tudi v zadnjem delu dirke ni toliko varčeval. Lahko se motim, ampak ob takšni interpretaciji številk sam do drugačnega zaključka ne pridem. A sedaj še vprašanje, ki je verjetno bolj zanimivo za marsikoga izmed vas. Zakaj Sergio Perez je bil tako počasen, namreč na razpolago ima Red Bull RB19. Vemo, na samih kvalifikacijah je obstal v drugem delu, ker ga je presenetil dež. A po drugi strani z Red Bullom, tudi če se začenja v ozadju, bi se moralo priti malce bolj spredaj. A Perez je se nekako znašel v neugodni situaciji zaradi tistega varnostnega avtomobila prav na začetku dirke. V njegovi strategiji so pri Red Bullu že na začetku razmišljali o enem samem postanku. In med onimi najboljšimi je bil edini, ki je začel na pnevmatiki hard. Videli smo, da naprimer Ferrarija, katera ni uspel nekako ogroziti, sta si izbrala obratni vrstni red, začeti na pnevmatiki medium in nato hard. In vemo, da varnostni avtomobil je vztrajal na progi približno 10% celotne razdalje dirke. 6 krogov, 10% bi bilo 7 krogov. In kdo si bo dejal, dobro, 10% same dirke pomeni, da so pri Ferrariju lahko podaljšali tisti prvi del dirke za približno 6 krogov. Ampak to je izjemno pomembno, kajti niso podaljšali tistega prvega dela za 10%, ampak za nekaj več kot 20%. Namreč, če razdelimo dirko na 2 polovici, je 7 krogov v 35 bistveno več, kar se seveda pozna. In ker je uspelo Ferrariju podaljšati tisti del na pnevmatiki medium za približno 20% od načrtovanega, so v drugem delu imeli prednost. Prednost, ki jo Perez ni imel. Namreč on je takrat imel pnevmatiko medium
in z njo je pa moral paziti, moral varčevati, da mu je zdržala do konca. Pustimo sedaj tisti njegov zadnji postanek, ko je nataknil pnevmatiko soft in lovil najhitrejši krog dirke. A tu bi rad prikazal še zanimivo tabelo, ki sem jo našel na spletnem portalu Race Fans. Na grafu lahko vidimo, kako je vozil Max Verstappen in Sergio Perez. In strinjamo se lahko, da v nobeni fazi dirke Perez ni bil na nivoju Maxa Verstappena. Pa pustimo sedaj strategije pri strani. Verjetno se marsikdo izmed vas strinja, da Perez ni tako hiter kot Max. Tudi zato se je mehiški voznik znašel v Red Bullu. A treba je tudi dodati, da na tem grafu vidimo, da tudi v tistem zadnjem delu Max ni bil počasen. Moj osebni zaključek je, da na veliki nagradi Kanade smo lahko videli, kako so se pri Aston Martinu, Ferrariju in Mercedesu približali Red Bullu. Še zmeraj ima Red Bull neko določeno prednost, ampak tu na tej progi se je, po mojem mnenju, začelo videti, kako se ostali zasledovalci približujejo. In to je eden izmed možnih zaključkov, ki jih lahko vidimo tudi iz podatkov. A kot običajno, moje videnje, moje mnenje, zanima me v tem primeru tudi, kakšno je vaše. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.